včerajšnjih skrivalnicah sestanka koalicije, ki bi se sprva morala sestati na Brdu, a tik pred zdajci zamenja lokacijo za vladno palačo, kjer pozno v noč premlevajo scenarije stresnih testov, na koncu pa odpeljejo mimo kamer. Enaka zgodba, enaka lokacija, le dopolnjena igralska zasedba z le nekaj več tona danes zjutraj. Vsi komentarji potem. A potem izza vladnega vogala na sestanek po črne številke bančne luknje že prihaja tudi opozicija. Bolj od teh številk nas zanimajo ukrepi vlade za reševanje te situacije. Ja, pričakujem to, da bomo resnici pogledali v oči, kakršnekoli številke že so, jih bo treba sprejeti. Gre za, kot vemo, za dokapitalizacijo, ki jo bomo plačali davkoplačevalci. Nastala je zaradi konkretnih poslov, za katerih stojijo konkretni ljudje. In navidezno usklajena koalicija, oblečena v dnevu primerne barve, v tišini odide čez cesto k opoziciji. Rezultate stresnih testov tako opozicija dobi le nekaj minut pred javnostjo. Tiskovna konferenca vseh tiskovnih konferenc pa razkrije dolgo pričakovane številke iz ust guvernerja Jazbeca. Za 3 banke je potrebno dati 3 milijarde 12 milijonov. In še je potrebno poudariti, da se s temi bankami z vidika poslovanja z občani in z gospodarstvom ne bo zgodilo nič. To pomeni, da so vloge v vseh bankah varne, da banke normalno poslujejo in opravljajo svoje posle. Niti najmanj pa številkami in ukrepi ni zadovoljen prvak opozicije Janša, saj se je vlada po njegovo odločila le za krpanje bančnega sistema, ne pa tudi prenovo. Ne bo nobenih ukrepov v smislu menjav uprav in nadzornih svetov najbolj problematičnih bank. Pričakujem, da vse to, kar je bilo rečeno, kar je bilo obljubljeno, da bo tudi izvedeno, tako glede sanacije bank, kot tudi glede odgovornosti. A do tja bomo vendarle morali narediti še kar nekaj korakov.